Limetovke in limetovci, lepo pozdravljeni! Kako ste preživeli letošnje praznike? Na naši mizi je bilo polno dobrot. Res, da sem francosko solato na mizo postavila, brez da bi jo prej poskusila, ampak mislim, da je bilo na koncu vseeno vse zelo okusno. Vkolikor pa komu kaj ni všeč, pa naj si skuha sam. No, na koncu so si kar predli od zadovoljstva. Mogoče malo manj potem, ko so stopili na tehtnico. Sicer so vsi trdili, da se niso nič kaj zredili, a tehtnica je pokazala, da temu ni tako. Praznikov je konec, pa pojdimo spet veselo na delo. Treba se bo zresniti in spet paziti na pravilno rabo slovenskega jezika. Sem sodi tudi napačna raba besednih zvez, kot so vkolikor, brez da bi in temu ni tako. Ste jih opazili, ko sem jih omenila tudi jaz? No, danes bomo razložili, zakaj te besedne zveze niso pravilne in kaj je bolje uporabiti namesto njih. Naj vas najprej preizkusim. Ste opazili vse napake, ki sem jih naredila v uvodu? Naj spomnim. Rekla sem, francosko solato sem postavila na mizo, brez da bi jo prej poskusila. V tej povedi je napačna besedna zveza brez da bi. Jo uporabljate tudi vi? Nič hudega, ne skrbite, niste edini. Gre za pojav, ki ga imenujemo nadpravilnost. To se zgodi, kadar imajo posamezniki napačno predstavo o pravilnosti besede oziroma besedne zveze. Tako pogosto povsem pravilne besedne zveze zamenjajo z napačnimi, ker se jim zdi, da so bolj pravilne, bolj knjižne, pri tem pa delajo zgolj po posluhu. V resnici pa SSKJ2 in slovenski pravopis besedno zvezo brez da bi označujeta kot nepravilno, neustaljeno in jo prepovedujeta. Kaj torej uporabiti namesto besedne zveze brez da bi? Povsem preprosto besedno zvezo ne da bi. Če se torej vrnemo k našemu primeru. Na mizo sem postavila francosko solato, brez da bi jo prej poskusila. Bolje bi bilo reči, na mizo sem postavila francosko solato, ne da bi jo prej poskusila. Tako, prvo jezikovno smetko smo danes že obdelali. Namesto brez da bi uporabimo ne da bi. Katere napake ste še zasledili? Naj spomnim, rekla sem. Vkolikor komu kaj ni všeč, pa naj si skuha sam. Besedna zveza vkolikor ima v največjem korpusu slovenskega jezika Gigafida več kot 12.000 pojavitev. Zelo pogosto se pojavlja tudi v časopisih in zaključnih delih, ki jih navadno pregledajo tudi lektorji. Raba torej kaže, da besedna zveza morda ni napačna, a kljub temu slovar slovenskega knjižnega jezika in slovenski pravopis besedno zvezo vkolikor označujeta kot nepravilno in neustaljeno. Svetujem, da namesto besedne zveze vkolikor uporabljate preprosto besedo če. Če se torej vrnemo k našemu primeru, vkolikor komu kaj ni všeč, pa naj si skuha sam, je bolje, če rečemo, če komu kaj ni všeč, pa naj si skuha sam. Namesto vkolikor uporabimo torej preprosto besedo če. No, pa je za nami že druga jezikovna smetka. So vas zabolela ušesa, ko sem rekla, tehtnica je pokazala, da temu ni tako. Verjamem, da besedno zvezo temu ni tako mnogi z veseljem uporabljate, a raziskovalci z Inštituta Frana Ramovša pravijo, da gre za ponesrečen kalk iz nemščine. To je dobenseden prevod besedne zveze tem ist nicht so. V slovenščini pa zaimek temu ne deluje ravno najbolje oziroma je celo nepravilen. Namesto temu ni tako, je bolje, če rečemo to ni tako ali zaimek to celo izpustimo. Naš primer torej, tehtnica je pokazala, da temu ni tako, bi bil bolj pravilen, če bi rekli, tehtnica je pokazala, da to ni tako, ali še bolje, tehtnica je pokazala, da ni tako. V besedni zvezi temu ni tako, je torej bolje, če zaimek temu zamenjamo s to ali ga celo povsem izpustimo. Prepričana sem, da mnogi uporabljajo napačne primere rabe, zato se jim pravilni primeri zdijo malenkost nedomači. Marsikdo rad podvomi v normo slovenskega pravopisa, ko pa korpusi jasno kažejo, da je jezik drugačen, da je v praksi v resnici vse drugače. In ja, res je, jezik se ves čas spreminja in kaj lahko se zgodi, da bodo naslednji jezikovni priročniki upoštevali dejansko rabo jezika in podajali drugačno normo.
A dokler se to ne zgodi, besedne zveze, kot so vkolikor, temu ni tako in brez da bi še naprej ostajajo zgolj jezikovne smetke. Vabim vas, da si v našem članku ogledate še več praktičnih primerov rabe.